Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate v Oplotnici regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči. Dan odprtih vrat v vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica. Krst novega gasilskega vozila prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica. Poletna muzejska noč v Bistriškem gradu. Sprejem za uspešne športnice in športnike. Robert Pevnik, novi trener nogometnega kluba Bistrica. V Oplotnici je preteklo soboto potekalo 28. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Ekipe prve pomoči so svoje znanje prikazale pri reševanju in oskrbi realistično prikazanih poškodb ponesrečencev v različnih nesrečah. Prvo mesto je osvojila ekipa Rdečega križa občine Oplotnica, druga je bila ekipa civilne zaščite Poljčane, tretje mesto pa je zasedla ekipa Kork Stara Nova vas. Dogodek so pripravili izpostava Uprave za zaščito in reševanje Maribor, Rdeči križ Slovenije območno združenje Slovenska Bistrica in občina Oplotnica. V vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica je preteklo soboto potekal dan odprtih vrat. Obiskovalcem so predstavili tehniko in načine delovanja 670. logističnega polka Slovenske vojske. Dogajanje so popestrila lokalna društva, predstavili so se tudi gasilci in policisti. Letos je dogodek podoben prejšnjim. Pomemben je zato, ker želimo na ta dan odpreti svoja vrata vsem obiskovalcem, občanom, širši lokalni skupnosti Slovenske Bistrice in okoliških občin in želimo prikazati svoje življenje in delo. Prikazali smo danes svojo tehniko, opremo, oborožitev, potem naše življenje. Obiskovalci lahko poskusijo dobrote, se pravi z naše vojaške kuhinje. Potem poteka tudi samo tekmovanje v kuhanju goleža, na katerega so se odzvale različne ekipe iz Slovenske vojske in tudi lokalne skupnosti oziroma organizacij društev iz okolice. Menim, da vsi te dogodki, ko se vojašnice odpirajo širši javnosti, lokalni javnosti, krepijo našo medsebojno zaupanje. Obiskovalci oziroma občani, državljani Republike Slovenije in državljanke vidijo, kaj vojska počne, kaj ima, kaj lahko ponudi v primeru potrebe svojim državljanom, naj bo to za sistem zaščite in reševanja ali pa za morebitne druge krizne situacije, v katere bi morebiti lahko prišli, in to je tudi naše osnovno poslanstvo, da se usposabljamo in delujemo za tako zaščito in reševanje kot za realno mogoče logistično podporo v drugih kriznih situacijah. Sicer pa pripadnice in pripadniki 670. logističnega polka letos obeležujejo 20-letnico enote. Ob jubileju jim je območno združenje slovenskih častnikov Slovenska Bistrica izrazilo iskreno hvaležnost z željo, da še naprej uspešno nadaljujejo svoje poslanstvo doma, v mirovnih operacijah ter na misijah. Jaz sem seveda območno združenje častnikov Slovenska Bistrica, pozdravljam, čestitam, z neizmerno hvaležnostjo sodelujemo z vami in tako želimo še naprej. Spodbudni takti te godbe naj bodo tisto, kar pričakujemo od vas. Sodelovanje in naprej dobro delo. Povednica, najlepša hvala.
Trebrinju so preteklo soboto slovesno krstili novo gasilsko vozilo. S pomembno pridobitvijo bo prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Bistrica zagotovilo še večjo varnost in boljše pogoje za delovanje gasilcev. Pomembno pridobitev je predstavil predsednik PGD Zgornja Bistrica Božidar Veber. Danes je pomemben dogodek za naše društvo. Saj bomo prevzeli in blagoslovili naše novo vozilo. V letu 2022 smo v društvu sklenili, da gremo v nakup novega vozila. Ideje so bile različne, vendar smo se odločili za cisterno, ki lahko prevaža več vode. Konec leta 2022 smo tako že naročili podvozje pri podjetju MAN, saj dobava vozila traja 1 leto. S podjetjem Rosenbauer smo podpisali pogodbo za izdelavo nadgradnje. V novembru 2023 smo iz Ljubljane pripeljali podvozje. Pred gasilskim domom smo pripravili manjši sprejem. Drugi dan je že odšlo v Radgonu vozilo, saj je pričela nadgradnja. In prišel je dan 19.4.2024, ko smo domov pripeljali novo vozilo GVC-2. Na kratko bom opisal vozilo. Tip izdelave gasilskega vozila je GVC-2. Znamka podvozja in šasije je MAN TGM 18320 4x4. Vozilo prejme 6000 litrov vode in 200 litrov penila. Ima še boljše možnosti za učinkovito posredovanje v primeru požarov, naravnih nesreč ali drugih nujnih situacij, ko je potrebna naša pomoč. Posebej je nova cisterna ključna ob sočasnih tehničnih intervencijah in neugodnih vremenskih razmerah, torej, ko je potrebno posredovanje na več lokacijah hkrati. V takšnih primerih lahko sodeluje kot samostojna enota, saj ima široko paleto opreme, ki nam omogoča hitro in učinkovito delo. Z vozilom lahko na kraj požara dostavimo tudi različno tehnično reševalno opremo in skupino 3 gasilcev. Najprej bi se zahvalil vsem članom društva, ki so se svojim delom doprinesli, da je prišlo do nakupa tega vozila. V imenu prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica pa se iskreno zahvaljujem tudi donatorjem, ki ste prispevali za novo vozilo, in končujem z mislijo: brez vas ne bi bilo nas na pomoč. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Mi se v zadnjih letih srečujemo z vedno bolj zahtevnimi stanji na področju naravnih nesreč, tudi vse ostale intervencije so vedno bolj zahtevne, tudi v tehničnem smislu, in vse to za sabo zahteva nenehna izobraževanja, dodatna usposabljanja, zahteva pa seveda tudi sodobno in vedno bolj sodobno opremo. In zato smo se tudi gasilci dogovorili za ta cikl opreme, dobave sodobnejše opreme. V ta cikl se sodi tudi obnova in zamenjava avtomobilskega parka. Iz tega naslova seveda tudi z veliko pomočjo domačega gasilskega društva je pripravljeno tudi to vozilo, ki je danes tu pred vami. Tako da jaz seveda verjamem, da boste, kot je že bilo povedano, lahko torej s to novo pridobitvijo še bolj uspešno pomagali v nesrečah, vemo, da se pač teh žal ne da obiti. Verjamem tudi, da boste tudi sicer namen uporabljali to vozilo za številne druge namene, predvsem za usposabljanje in za vse ostale. Jaz bi to priložnost izkoristil tudi za to, da bi se gasilkam in gasilcem Zgornje Bistrice, kakor tudi vsem ostalim, zahvalil in bi izrekel vse priznanje za vse upravljanje delo v tem in vseh preteklih letih, takrat, ko je bilo potrebno pomagati, pa ne samo takrat, ko se srečujemo z intervencijami. Jaz vedno trdim, da si gasilci pravzaprav pri nas faktorica civilne zaščite, ampak tudi sicerstvi našega življenja v našem okolju, pravzaprav brez gasilcev ne znamo zamisliti. Vedno, kadarkoli so kakšni dogodki, pač povabimo tudi in pokličemo pravzaprav na pomoč. Torej še enkrat iskrena hvala. Torej še enkrat čestitam za to pridobitev. Želim vam, da bi vse to vozilo
bilo potrebno čim manjkrat uporabiti v nesrečah, da pa seveda naj služi svojemu namenu. Predvsem pa seveda želim varno uporabo torej tudi tega vozila in vse dobro v prihodnje. Tudi letos je bilo mogoče brezplačno obiskati prostore muzejev, galerij in drugih ustanov. Po vsej državi so preteklo soboto omogočili vodstva po razstavah, izkustvene delavnice, predstavitve, koncerte in druge dogodke. Poletno muzejsko noč je tradicionalno pripravil tudi Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. Obiskovalci so si lahko v Bistriškem gradu med drugim ogledali fotografsko razstavo Urške Gradišnik Med ulico in intimo ter razstavo Atemsi med obema vojnama v Brežicah in v Slovenski Bistrici. Osrednji dogodek vročice poletja 2024 se je v Nemčiji že začel. Evropsko prvenstvo v nogometu, tudi Slovenijo, drugič v zgodovini slovenskega nogometa. Bistričani smo povezani s prvim nastopom leta 2000, ko je v Belgiji in na Nizozemskem nastopi tudi naš Bistričan Mladen Dabanović. Drugi še večji športni dogodek v poletju 2024 pa bodo poletne olimpijske igre v Parizu. Bistričani smo pod olimpijskimi krogi prvič nastopili leta 1972 in to v Münchnu v Nemčiji. Olimpijski kimono je takrat pred 52 leti oblekel legendarni judoist in pola Stanko Topolčnik. V senci teh dveh velikih športnih dogodkov pa je občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z Zavodom za šport in Športno zvezo v Viteški dvorani gradu pripravila sprejem za športnike in športnice, ki so v različnih športih v prvi polovici leta 2024 doma in na tujem dosegli pomembne rezultate. Župan dr. Ivan Žagar je vse navzoče športnike pozdravil in jim tudi čestitev za dosežene rezultate. Med drugim pa tudi omenil, da tudi šport v Slovenski Bistrici igra pomembno vlogo našega vsakdana. Sprejema so se udeležili športniki iz atletike, boksa, juda, kegljanja, odbojke, nogometa, športnega plezanja in twirlinga. Med vsemi temi je veliko športnikov, ki so svojimi dosežki opozorili tudi na mednarodnem prizorišču. Tako sta si brata Štern, Žiga in Tonček z odbojkarsko reprezentanco že zagotovila nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Vozovnico na igre pa si bosta s košarkarsko reprezentanco poizkušala preigrati tudi Klemen in Bine Prepelič. Na srečanje v Viteški dvorani pa so bili tudi športniki, ki tekmujejo v starostni skupini Mladi UP. Zaslužena priznanja so jim podelili župan dr. Ivan Žagar, predsednik Športne zveze Bojan Fajs in direktor Zavoda za šport Boštjan Friedrich. Priznanja in praktična darila je prejelo 44 mladih upov in to iz 8 različnih športov. In kaj so nekateri dobitniki povedali po prevzemu zasluženih priznanj? Zelo sem vesela in sem tudi zelo počaščena, da sem ga lahko dobila. Verjetno si ga bom seveda pomabila ali pa pač na svojo steno obesila. Jaz sem se odločil za boks zaradi tega, ker zaradi samozavesti pri sebi, zaradi tega, da treniraš, da delaš vsak dan, da se trudiš zaradi sebe, da si dvigljiv in vse zaradi sebe najverjetneje. Se tudi izven športa družite? Ja, se kar pogosto tudi izven športa družimo, tudi predvsej kar v šoli in pač tako, ja. Pomeni mi vse, ker to pomeni, da s svojim športom vse narediš, da bi dobil to priznanje. Ja, letos sem bila na državnem prvenstvu in dosegla 3. mesto. Bila sem pa na tudi nekaj drugih tekmah in sem dosegla tudi nekaj medalj. V bistvu sem že od malega treniral atletiko in me je pač navdušila, zato sem ostal z njo. Letos pa sem super zadovoljen z rezultati. Vedno so lahko boljši in tudi planiram, da bo izboljšani. Kje boste shranili to priznanje? Na steni, nad posteljo, da ga lahko vedno gledam. Tvoji rezultati najboljši letos? Prvo mesto. Omenjeni rezultati pa so tudi lepa popotnica za prihodnost bistriškega športa. Vodstvo nogometnega kluba Bistrica je pretekli petek pripravilo novinarsko konferenco, na kateri so predstavili nov strokovni štab članske ekipe ter cilje kluba za sezono 2024-2025.
Predsednik kluba dr. Vito Martinčič je poudaril, da se klub razvija tako v organizacijskem kot v finančnem vidiku. Klub je poleg izvršnega odbora, ki skrbi za operativno delovanje kluba, zaradi narave in zahtev tekmovalnega sistema v bistvu izvedel oziroma se strukturno prerodil, da ima zdaj tudi upravni odbor. V upravnem odboru so nosilci kapitala, so tisti, ki usmerjajo ambicije in perspektive kluba. Ker delovanje kluba v drugi ligi to več ni družbeno odgovorno, to dejansko je izredno tekmovalni sistem in kot verjetno veste je glede konkurenčnosti, tekmovalnosti in finančne zahtevnosti nogomet neprimerljiv z vsemi ostalimi športi. Spremembe v strokovnem štabu članskega moštva je predstavil športni direktor Alojz Fricl. Gospod Robert Pevnik je znana oseba v nogometu, je bivši trener Aluminija iz Kidričevega. Veseli smo, da smo se dogovorili z njim, ker ima ogromno izkušenj trenerskih, še prej igralskih, tako da menimo, da je to odlična izbira za nas, za nadaljne delo v nogometnem klubu KTM Impol Bistrica. Tako da Robi Pevnik bo sestavil tudi, oziroma bomo skupaj sestavili štab, hočemo imeti glavnega trenerja, pomočnika trenerja, ki smo ga že izbrali, to bo Anže Stegne, naš domači trener do zdaj mladinski, trener vratarjev Dabanovič Jaka in pa v teh dneh bomo še našli kondicijskega trenerja oziroma kineziologa, ki bo skrbel za preventivo, za kondicijsko pripravo. Tako da želimo imeti res dober štab, vodstvo trenerja in pomočnike, tako da menim, da bojo igralci zadovoljni z delom, z organizacijo treninga, z pripravami, ker ciljamo zopet na prvo tretjino oziroma med 5 v naslednji sezoni. Toliko, kar se tiče novega trenerja. Robi Pevnik se bo predstavil še sam. Kar se tiče ambicij, kot je rekel predsednik, delamo na organizaciji, klub raste, istočasno moramo pa skrbeti tudi za dobre rezultate. Hočemo narediti dobro ekipo, mešanico mladih in starih, izkušenih in mladih, predvsem domačih igralcev. Ogromno fantov je bilo okoli in zdaj jih vračamo počasi na ta način, da bi vsi ti fantje, ki so bili nekdaj tukaj mladi, ki so zdaj nekje po NK Mariboru, Aluminiju ali v Ljubljanah, da se vrnejo, da igrajo tukaj in da dosežejo tu tiste cilje, ki so jih imeli nogometne. Novi trener Robert Pevnik se je uvodoma zahvalil vodstvu kluba za zaupanje. Kot je predsednik in športni direktor dejal, se Bistrica razvija v vseh strukturih kluba in kar je meni olajšalo odločitev, da prevzamem NK Bistrico, je ta strast, ki jo vidim v ljudeh po napredku, želja po napredku, da bi se še klub naprej razvil. Seveda bo to bomo postopali v skladu s klubom, s to vizijo, da vključimo čim več teh mladih domačih igralcev, da tisti, ki bi prišli, bi bili prave okrepitve, da bi ta sezona potekala kot neka selekcioniranje igralcev in da se naredi res dobra ekipa in da, kot sem jaz dejal že, da se potem naslednjo sezono pa res napade ta vrh. Mislim, da počasi Bistrica dozoreva, da iz tega polprofesionalizma preide v profesionalizem, seveda postopoma, in jaz mislim, da so postavljeni dobri temelji, da se jih še to sezono nadgradi in da se potem napade res ta prva liga. Bomo pa vse naredili, da bomo pa že v tej sezoni maksimalno konkurenčni na igrišču in tukaj jaz ne bom bežal od svoje odgovornosti, tako da komaj čakam, da se začnejo priprave. Priprave se bojo začele 28.6.
se bojo začele, dogovorjenih bo 6 ali 7, še 7 po potrebi prijateljskih tekem. Mislim, da do naslednjega tedna boste imeli že vse tekme in datume na voljo. In kot sem rekel, komaj čakam, da se dobim z igralci in da se to delo začne. Čaka nas veliko dela, trdega dela, potrpežljivosti. Tako da po eni strani tem fantom, ki so trenutno, ki bojo prvič stopili v ta članski nogomet, ki so jim trenutno priprta ta prvoligaška vrata, vemo, da je v prvi ligi samo 10 klubov, omogočiti razvoj, da se jim vrata čim prej odprejo. Najlepše pa bi bilo, da se jim odprejo tukaj doma, vse naredi, da se jim odprejo tukaj doma. Moramo biti pa realni, da je druga liga vsako leto bolj kvalitetna, da nas res čakajo težki izzivi, ampak strokovni tim in klubov vse naredil, da se bodo ti igralci razvili in da se jim doma čim prej odprejo ta prvoligaška vrata, da ne bojo rabili hoditi okoli po Sloveniji, da bojo dobili to doma in s to vizijo in s tem planom sem jaz tudi prevzel ta klub. Kot trener, mislim, ja.